Pozdravljeni, sem Lejko Berko, živim v bloku v Bistrici pri Tržiču. V stanovanje si delim s svojo mamo. Moj dan zgleda sledeče. Zjutraj me zbudi budilka ob 6:25. Vstanem, se umijem, oblečem, popijem kavico in pojem zajtrk. Ko je ura 7, se odpravim od doma in se peš odpravim v varstveno-delovni center. Tam v varstveno-delovnem centru poteka delo in ostale aktivnosti. V delavnici delam z glino, barvam naslepko za Ukrajino in Birmo, čistim stise za sesalce, pripravim vložke za podplate, da se jih poškropi. Ko sem dežuren, pospravim v pomivalni stroj posodo in obesim perilo. Ostale aktivnosti so fizioterapija, telovadba, obisk prostovoljk, računalništvo in likovna delavnica. V delavnici sem do 12:30. Ko grem iz enote, jih lepo pozdravim. Ko pridem domov, se oblečem, se usedem za mizo, kjer me čaka slastno kosilo. Skupaj z mamo pojeva kosilo. Po kosilu odnese smeti in biološke odpadke v posode, ki so za to namenjene. Ko se vrnem v stanovanje, pomijem posodo in jo pospravim ter popijem kavo. Ko to naredim, se malo odpočijem, grem vklopit računalnik, da pogledam pošto, v časopisu preberem novice. Popoldan grem velikokrat, sam tudi ven. Grem tudi takrat, ko hočem. Ponavadi grem v trgovino, na banko plačati položnice ali pa samo v gost, kjer nabiram zelišča. Poznam jih preko 120. O zeliščih sem imel tudi že več predavanj. Rad hodim in se gibljem v naravi. Hodim po hribih. Bil sem že na Triglavu, obiskal sem Dobrčo, planine pod Košuto, Veliki vrh, Stalžič. Od prejšnjega leta sem tudi član Komisije za vseživljenjsko učenje pri Zvezi Sožitje. Tam sem med prijatelji. Že več kot eno leto pa sem tajnik v samozagovorniškem društvu skupaj z Morenom. Glavna naloga društva je organizirati samozagovornike. Naloga je tudi slediti priporočilu Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Društvo pomaga tudi pri spremljanju odločitev, pomembnih za naše življenje. Cilj društva je, da samozagovorniki sami odločajo o svoji usodi in življenju. Imel sem tudi možnost, da bi šel v bivalno enoto, a sem se raje odločil za samostojno življenje, saj menim, da znam poskrbeti zase. Hvala, ker ste me poslušali.